Dosti nas je. Ja, vsi smo. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se pri tej spremembi, ki se danes jo bomo obravnavali, verjamem tudi, da jo bomo sprejeli, dal vam samo rad v razmislek. Sprejetje te službe, nikjer nimamo napisan, kaj to pomeni ali za občane ali za občinski proračun. Mi sprejmemo tisto, kar je država rekla, nikjer pa nimamo napisan, kaj pomeni za tiste, ki bojo to naročevali oziroma za naš občinski proračun. Stroški ne bodo mali, samo toliko. Hvala. Kar se tiče občinskega proračuna, zaenkrat ne bi trpel. Tudi po besedah predstavnikov komunale, ki so se udeležili tovrstnih seminarjev oziroma delavnic. Kar se tiče pa proračuna svojcev, zna pa trpeti. Dotaknil bi se, nekaj stvari sem si poročilo prebral, je res lepo napisano in smo lahko zadovoljni, če je vse tako, da vse dobro teče. Dotaknil bi se pa dveh stvari. Iz vrst upokojencev, to se pravi starejše populacije, je zelo veliko pripomb, pa ne zdaj misliti za to, rečemo, tam sem ugotovil 7 je bilo pritožb, 2 pohvale, ne. Boljše bi bilo, če bi bilo to obratno, ali pa še več, ampak ko se pogovarjajo s starejšimi ljudmi, marsikaj povejo, ne. Dej, lahko je upravičeno ali ne. Skratka, čakanje v čakalnici je strašno dolgo, približno tako od 1 pa tudi do 5 ur. Tudi sam sem čakal 4 ure pa pol. Tako da, če priješ tja malo bolan, greš pol domov fejst bolan, ker še tiste viruse posrkaš tam v tisti čakalnici noter. To je eno. Problem je tudi naročanje. Telefonsko naročanje, saj jaz verjamem, če se da mogoče z organizacijo dela najti kakšna ustrezna rešitev. Telefon je, se ve, da je takrat v tistem določenem času naročanja zelo obremenjeno, ne. Tudi tista sestra ima verjetno veliko dela, ne, in velikokrat zvoni v prazno, dostikrat je zasedeno in tudi po 10-krat je treba klicati in tako naprej, da se sploh vzpostavi kontakt. Zdaj, elektronsko naročanje. Ne vem, koliko se tega ljudje poslužujejo, mislim, da bi bilo to boljše, da bi se ga posluževali, jaz osebno se ga, ampak tudi tam so bili kar problemi že, ni bilo odgovora in tako dalje. Zdaj v zadnjem času je pa to boljše, ne. Tako da vidim, da stvari grejo nekoliko na boljše. Zdaj, če se kaj da narediti na tem področju z organizacijo dela, da bi bili ljudje še bolj zadovoljni in da bi bilo tudi malo več pohval, ne. Tudi jaz bi si želela, da bi bila situacija, kar se tiče pohval pa pripomb, obratna. Je pa tako, da nam s strani zavarovalnice dejansko skozi zmanjšujejo ta administrativni kader, po drugi strani pa povečujejo delo predvsem medicinskih sester, ki so nekako zelo obremenjene in jaz mislim, da s tem novim zakonom o pacientovih pravicah, da se dejansko to čakanje v čakalnicah nekako ureja, kjer je točno določeno, koliko časa lahko pacient čaka. Je pa žal tako, no, da pač so določene ambulante pri nas v zdravstvenem domu, kjer se standardno že kar nekaj časa zelo dolgo čaka, so pa tudi takšne, kjer pridejo pacienti zelo hitro na vrsto, no. Tako da, kar se tiče tega elektronskega naročanja, tudi mi si želimo, da bi se ljudje tega več posluževali. Uvedli smo pa ure naročanja predvsem zato, ker telefoni res non-stop zvonijo, sestra je pa dejansko ena in more urediti vse s pacienti, ki so tam prisotni, s pacienti po telefonu, poleg tega so še kaki prevezi, pregledi in vse te stvari in je težko, ker je sama. Žal.
se tudi mi prek teh združenj zavzemamo, da bi nam nekako dodelili mogoče kaj več administracije. Razmišljali smo že tudi o tem, da bi uvedli kakšnega informatorja, ki bi mogoče vsaj deloma skanaliziral te stvari. Zdaj v spomladanskem času bomo imeli po krajevnih skupnostih čistilne akcije. Ta namen bi, saj smo že veliko o tem govorili, ali pa ste, dal še enkrat pobudo, dajte na direkcijo za infrastrukturo oziroma ministrstvo za promet, čiščenje odpadkov ob glavni cesti Celje, Zidani most, Hrastnik, vemo kakšno je tam stanje, pa glede na to, da imamo tudi tle Andreja, v zadnjem času je bilo veliko govora o belih lisah, razpisih. Jaz vem, da sem si tam prebral prej, ko si imel napisan, pa me zanima, koliko daleč smo pa mi zdaj s tem, ker vemo, da imamo tudi pri nam še to. Hvala lepa. V kontaktu sem sicer z nekaterimi operaterji, vendar pa izračuni še potekajo. Trenutno pa so podaljšali rok za prijavo na mesec maj. Predviden je bil zdaj v mesecu aprilu. Od drugih operaterjev, nekaterih nisem žal dobil nobene informacije. Skratka, mi čakamo, kot sem navedel, mislim, da 720 gospodinjstv v občini Laško, ki so zdaj v tem razpisu zajete. Imam tudi podatke, posebej na občini, kateri so to. Moram reči, da me kličejo in jim tudi podam, ali so zajeti v tem razpisu. Druga zadeva je pa projekt Rune, Rural Networks, ki ga je pa podjetje Vahta prijavila. Tu je pa precej več gospodinjstv v občini Laško. Zdaj natančnega podatka nimam. Težava je pa v tem, da ministrstvo ne da informacije, kateri operaterji so na določeni točki izrazili tržni interes. In tu je srž vsega problema. Namreč določeni operaterji, ki se bojo prijavljali na razpise, ne vedo, ali bojo lahko uporabljali njihovo vejo, na katero se bi kasneje lahko priključili, kar pomeni, da bi mogli graditi novo hrbtenico. To je kar velik problem, ne? In ministrstvo žal ne da te informacije. Zdaj bomo pa videli, kakšen bo odziv maja, ko se bodo prijavili. Jaz sem nazadnje govoril z enim predstavnikom operaterja, je žal povedal, da mi ne more dati informacijo, ali se bojo prijavili, ne, ker pač njihove službe še preračunavajo. Je pa problem predvsem tem, da pravijo, da 1200 evrov po gospodinjstvu naj bi bilo premalo za izgradnjo takšnega obsežnega projekta. Druga zadeva, ki bi jo pa pri tem še omenil, je pa ta, da je operater, ki se bo za določeno območje prijavil, recimo za območje občine Laško, bo moral pokriti vse bele lise. To pomeni, da ne bo mogel reči, tu pa tu bom jaz naredil, tam bi pa pustil. Ne, celotno območje bo mogel priti. In tu je srž tistega težav, kar se tiče sredstev. Skratka, toliko objesno.